Nekaj je zdaj v vas že tako povedala kolegica, pa da jaz tukaj ne bom zdaj še nekaj dopovezal. Danes smo tukaj, da bomo govorila o knjigi Presežne prisotnosti, zadnja knjiga s podnaslovom Esej o Plotinovi metafiziki svetlobe. Morda na začetku eno vprašanje, nekje v knjigi sem prebral, da ste filozofijo začutili kot poklic. In se mi zdi to ena takšna zelo zanimiva dikcija, kaj to za vas dejansko pomeni, pa tudi zanimiva z vidika, ker kadar načeloma govorimo o tem, da se nekdo počuti poklicanega, je marsikdaj to vezano kar na bolj recimo temu teološko smer človeškega bivanja. Hvala lepa najprej, hvala vsem, ki ste prišli, hvala kolegu Igorju Černetu za povabilo in za to možnost, da v tem čudovitem prostoru spregovorim nekaj o svoji knjigi in da se pogovarjamo in da se potem tudi skupaj kaj pogovorimo. V Maribor zmeri rad pridem, bil sem seveda v svojem neravno kratkem življenju precejkrat v Mariboru, tudi nastopil v raznih prostorih in kontekstih. Tukaj še nisem bil, ker to je na novo narejeno in še posebej me veseli to, ker je to bil renesančni stolp, jaz sem se pa v svojem poklicnem življenju ukvarjal predvsej z renesanso. Ja, poklic, to je tisto, recimo iz nemščine je to kakor beruf, berufen se pravi poklicati, da te nekaj pokliče. Zdaj, se strinjam s tem, da je to nekako pretežno se uporablja ta izraz pri recimo bolj v teologiji ali pa v religiji, da pač nekaj transcendentnega bodi si sam Bog, filozofa Pascala ali kakšen angel, kot v Bibliji pokliče nekoga in ga potem vodi. No, pri meni ne gre ravno za to, ampak se mi zdi, da v tej knjigi nekje omenjam tam na začetku, da že kot mladenič, se pravi tam nekje v gimnaziji, recimo klasični gimnaziji, ko sem spoznaval pač svet in to čudovito, v bistvu bogato kulturo celotnega Zahoda, ampak ne samo Zahoda, seveda, se podajajo tista temeljna vprašanja. Temeljna vprašanja, kdo sem jaz, to mogoče celo ni tisto ta prvo vprašanje, ampak ali ima vse kakšen smisel, vse, kar počnem, ali sem vsem določen, ali obstaja sploh kakšna svoboda, svobodna volja. Eno takih vprašanje pa tudi odkot in zakaj zlo. Mladenič, mladenka se že dokaj hitro sreča s tem vprašanjem. In seveda svet, poleg tega, da je tudi, vsaj po mojem prepričanju, poln dobrega, je tudi poln zla. In tukaj se vprašamo in moj odgovor je bil že takrat, nekje se je vezal na iskanje svetlobe, kot odgovor na zlo. Zdaj ta svetlova pa lahko zelo različne moduse in vidike, in ta knjiga nekako je knjiga o metafiziki svetlobe, mogoče malo več, pa zdaj, da ne bom predal. Drugač pa poklic, recimo, še to je stavek 2, to je mišljeno mogoče tako, da pač nekaj je samo služba, nekaj je pa poklic. Poklic je nekaj več kot samo služba. Služiš nekaj pa zato, da se služiti je lepo, zlasti dragim dušam in ljudem služiti je nekaj lepega, ampak večinoma se služi zato, da se pač da se zasluži denar in zaživeti. Poklic je pa zame pač nekaj, kar v življenju želiš delati tudi, in za kar tu ni nič mesijanskega v tem smislu, da bi bil jaz poklican od nekje, mislim, ni ta pomen v ozadju, nimam več od tega, da bi imel take pretenzije pri tem, ampak to, da delaš nekaj, kar v življenju, kar želiš delati in to se mi zdi zelo pomembno. In tukaj moram reči, da sem imel to priložnost in da sem bil v tem smislu privilegiran, da sem lahko delal pač dolga leta v življenju, praktično ves čas to, kar sem želel delati. Zdaj, morda preden gremo na vašo knjigo,
bi vseeno jaz še en takšen kratek uvod dodal. Zdaj, za filozofijo marsikdaj velja zmotno prepričanje, da filozofija nam bo pa podala neke dokončne odgovore, če se bomo ukvarjali s filozofijo, bomo pa izvedeli tista odgovore na končna vprašanja oziroma neskončna vprašanja. Ampak o prebiranju vaših knjig, ne samo te, tudi recimo vaših letnih časov, mi je zelo fascinantno, ker so knjige napisane kot nekakšni vodniki. V 4 časih tudi nastopajo osebe, ki vodijo na nek način. Pa tudi tukaj ste vi kot tisti pisec knjige seveda o Plotinu, o njegovi misli, o njegovi filozofiji, ki je razdelana v bistvu akademsko-študijsko odlično. Hkrati pa je dodan še nek tisti moment, neka osebna nota in zelo všeč mi je, ko zapišete, da filozofijo ne smemo gledati kot na dajalko dokončnih odgovorov, ampak kot na filozofijo kot varuhinjo vprašanj. Mogoče to vprašanje z tisto latinskim enim lepim pregovorom, ki ga večkrat navedete, de fabula narratur, zakaj se nam zdi, da je filozofija bolj varuhinja vprašanj kot pa dajalka odgovorov? Ja, hvala. S tem ste posegli tako rekoč v samo srčiko pravzaprav mojega ukvarjanja s filozofijo in načina, s katerim se želim ukvarjati s filozofijo. Tukaj sta pravzaprav zdaj 2 vprašanji. Eno je vprašanje od teh odgovorih. Filozofija nikoli ni uspela, pravzaprav in verjetno tudi ne bo, uspela res dajati neke dokončne odgovore na temeljna vprašanja. Recimo temeljna vprašanja o smislu, vprašanja o duši, vprašanja o resničnosti, kaj je resnično, vprašanja o kaj lahko, ali pa če čisto rečem s tistimi 3 znamenitimi Kantovimi vprašanji, kaj lahko vem, kaj moram storiti in kaj lahko upam. To so 3 taka temeljna. Zdaj, na ta vprašanja, kaj lahko vem, recimo kot prvo, kot teoretsko vprašanje, to je nemogoče odgovoriti, popolnoma. Mi lahko govorimo na nekatera vprašanja v znanosti, kjer nikoli ni tudi dokončen odgovor, ampak za parcialne stvari pa vendarle so. Recimo, v fiziki se ve, da veljajo enačbe elektromagnetizma in tudi so bile tolikrat preizkušene z eksperimenti, da praktično ena vprašanja so, kot vprašanja, da so odgovorjena. Zdaj, v filozofiji tega ni in razne skeptične smeri v filozofiji, od antike naprej, od starega veka naprej, so smatrali, da pravzaprav, če ni odgovorov, čemu potem sploh spraševati, čemu sploh ustrajati pri filozofiji. In med nekaterimi, recimo, mogoče premalo filozofsko poučenimi, sodobnimi naravoslovci, še zmeri velja nekaj podobnega mnenja, da pravzaprav filozofija, da je nekaj vrste skozi neka spekulacija, ki je neko mnenje, neko privatno mnenje nekoga, da je sicer lepo študirati zgodovino filozofije za nazaj, ampak da filozofija spoznavno ne more ničesar razrešiti. Ne eno, ne drugo, pravzaprav niti dogmatika, ki je drug bolj tega, da se da odgovoriti na to vprašanje, niti popolna skepsa, verjetno tukaj nimata prav. No in jaz dostakrat tudi svojim študentom sem dostakrat rekel, filozofija je, to sintagmo ste tudi že omenil, varuhinja vprašanj, varuhinja nekih temeljnih vprašanj, ki so še kako pomembna za nas kot misleča in čuteča bitja. Recimo vprašanje, kaj je smisel tega, kar počnem, ali pa kaj je moja duša, kaj je zavest, v čem se zavest loči od telesa, recimo. Vsa taka, ali sem svobodna, nisem, zakaj obstaja zlo, ali je smrt končna, ali obstaja nekaj onstran in podobno. Zamislite si, čisto kot recimo majhen miselni eksperiment, da teh vprašanj sploh ne bi bilo na dnevnem redu. Da se človek tega sploh ne bi sprašal.
bistveno bolj osiromašeni bi bili, če se ne bi spraševali tega. Ne? Če tudi si tega ne moramo odgovoriti dokončno, na tak način, kot na nekatera znanstvena vprašanja odgovorimo, je to zelo pomembno, da filozofija vztraja in da postavlja prava vprašanja in da varuje vprašanja. Vse tle je cel ogromen kompleks vprašanj, tudi kritičnega mišljenja, potem vprašanj v zvezi z družbo, z etiko in tako naprej. To, da to obstajajo kot vprašanja, s katerimi se ukvarjamo, je zelo dragoceno. In drugo je pa to glede poti. No, se to je s tem povezano. Filozofija zame, zdaj to ne rečem, da je to zdaj neko, to ni nujno, da velja za vsakega filozofa. Nekateri, marsikdo si mogoče ne bi strinjal z mano, da filozofija ni pretežno sistem, ampak pot duha, pot misli, pot duše, če hočete. Jaz rad uporabljam te klasične izraze, kot duša, duh, ker se mi zdi, da na tem je to treba vztrajati. Zdaj, pot v tem smislu, da to je povezano s prejšnjim vprašanjem, oziroma s temi odgovori in vprašanji. Verjetno nikoli ne bo mogla filozofija postaviti dokončnega sistema, čeprav so filozofi v zgodovini to poskušali. Najveličastnejši primer tazga sistema je Hegel. Ampak seveda so bliže prej, je bil Aristotel, je bil Spinoza in tako naprej. Platonove ideje. Ja, Platonove ideje, s tem, da Platon, pravzaprav je, sam Platon je filozofijo razumeval stalno kot pot. Bolj kot pot, kot sistem. Zato je pa tudi pisal dialoge. Dialogi so tudi meni blizu v tej trilogiji, mojem glavnem delu 4 časi, ki je pretežno iz dialogov sestavljeno. Tako da filozofija kot pot, kot neka, mislim, če bi rekel, kraljevska pot, v tem, ko bi rekel, prenesenem pomenu, bi bilo to mogoče malo pretenciozno, ampak v nekem smislu pa vendarle, zdaj asociiram na tisto slavno knjigo od Malroja, roman Kraljevska pot, kjer je bila nekaj drugega, tista kraljevska pot njuna, teh dveh glavnih junakov, ampak to je neka pot, pot na neko zelo visoko goro, ki pravzaprav ne vidimo vrha, potujemo iz različnih smeri na to goro, in morda se srečujemo, kdaj, morda ne, tako nekako, No, zdaj še ena stvar, ki ste omenili, da te fabula narrator, o tebi govori ta zgodba, to je ta znamenita, latinska sentenca. Jaz mislim, da filozofija ima, vsaj zame, spet govorim o sebi, ampak mislim, da tle govorim v imenu marsikoga, da ima svojo vrednost takrat, ko mi govori meni, ko je to moja zgodba. Ne mislim zdaj pač v nekem egoističnem smislu moja, ali kakorkoli, ali psihološko moja, ampak ko se čutim v tej zgodbi sam involviran, sam pritegnen v to zgodbo. O tebi govori ta zgodba. In iz tega stališča ni seveda naključje, da sem za to svojo zadnjo knjigo, verjetno obsežne, niti ne bom mogel več napisati, tako kot je ta, izbral Plotina, k temu se bomo poznaj vrnili, ravno zaradi tega, ker Plotinova filozofija, novoplatonizem, že sam platonizem je ena pot, dialoga, in tako Platon je pisal dialogi. Plotin pa v Eneadah, to mimogrede naj povem, da pri Slovenski matici zdaj izhajajo Plotinova zbrana dela, zdaj bo zadnji tretji zelo dolgo zvezek izšel v 1-2 tednih, tam sem tudi urednik teh in to je bilo tudi vrste v bistvu sporedno delo, ta moja monografija o Plotinu s tem urednikovanjem slovenskega prevoda Plotinovih traktatov ali Enead, to je drugo ime, to je prevedla klasična filologinja Sonja Vares. Tako da Plotin je pot, in tudi to o tebi govori ta zgodba. Pri njem je to vse noter. Prav pot tukaj ne gre mogoče toliko za izrecne dialoge v tem formalnem smislu, ampak za notranji pogovor. Ker dialog ni nujno, da je
Doskrat je pri Platonu, recimo v Platonovih delih je to dialog dveh ali več oseb, največkrat je to Sokrat ali druge osebe, ne, ki se pogovarjajo, lahko je pa to notranji dialog, ne, in to je pri Plotinovih teh spisih zelo pomembno. No, in na tak način sem skušal to knjigo tudi napisati. Ne. Se pravi, v nekem smislu ne, to ni samo knjiga kot neka akademska knjiga o nekem davno umrlem filozofu, ne, ki je živel pred 1700 leti, se pravi v 3. stoletju po Kristusu, ampak naj bi bila knjiga o meni sama, o nas, ne, o tem, kaj aktualizacija filozofije, seveda, to je spolzek teren, mislim, težko je aktualizirati, mislim, ta beseda aktualizacija, ne, nekih večnih misli, to je malo mogoče slab izraz, ampak ravno v tej sintagmi o tebi govori ta zgodba, ne, sem skušal zajeti to, da bi to sicer davno modrost, da bi sam skušal razumeti in povabiti bralce in sogovornice temu, da to razumemo kot neko živo filozofijo, kar nedvomno je. Tukaj jaz mogoče še, če smem dodati, točno na to se nanaša tudi branje, recimo, te knjige. Zdaj ta knjiga, če jo boste prebirali, ne smemo vzeti zgolj kot golo nizanje podatkov Plotinove filozofije, ampak hkrati tudi vi sami zapišete, da je Plotinova misel na nek način tudi vaja v meditaciji, kar je v bistvu zelo zanimiva trditev, ker na kakšen način pa lahko beremo filozofsko knjigo kot način meditacije. Krasno vprašanje. Ja, gledajte, meditaciji, ali pa načinov meditacije je mnogo, ne? Imate od, recimo, meditacije v smislu joge, ne, vzhodne joge, ki vključuje v polni meri telo, ne, recimo, do, na drugi strani, meditiranja, recimo, menihov v neki osami in tako naprej, ne. No, sam izraz meditacija, premišljevanje o stvarih, pa je seveda integralni del od nekdaj filozofije bil tudi, ne. In tudi nekatere pomembne knjige o filozofiji, zdaj prva mi pade na pamet, recimo Descartove meditacije, René Descartes, ne, 17. stoletje, njegova ključna glavna knjiga se imenuje Meditacija, o prvi filozofiji in tako naprej, ne. Zdaj, v tem primeru Plotina, knjiga je razdeljena na 3 dele. Prvi del govori o kraljestvu uma, drugi o duši, ki je razpeta zmeraj med duhom in telesom, in tretji, sicer najkrajši, ampak nekako vsebinsko, mogoče najbolj zgoščen del, so pa neke vrste meditacije na 9 izbranih odlomkov iz Plotinovih del. Zdaj, te meditacije, ni nujno jih meditirati na tak način, da se človek vzpostavi v recimo neko asano, ne, neko jogijsko meditacijsko pozo, čeprav to ni izključeno, lahko tudi, seveda, zakaj pa ne, ne? Ampak je mišljeno tako, da meditirati znotraj recimo teh večnostnih vprašanj zahodne filozofije se da v marsikaterem okolju, kontekstu, življenjski situaciji, sprehodu, poslušanju glasbe, v tišini ali pa sred mesta. Tako da to ni, zdaj, v čem je pa to meditacija, v čem ni samo branje? Zdaj, ker tukaj recimo na koncu imamo te odlomke, recimo da je odlomk dolg eno stran ali pa pol strani. Prebereš odlomk, jaz sem tudi to dostakrat poskušal študentom povedati, da pri teh največjih mesecih, pri teh res pač vrhovih, recimo filozofije, da je treba nekako z dušo in srcem stvari brati. Predvsem ne biti takoj kot nek popadljiv kritik, da takoj hočeš pač biti bolj pameten od tega davnega misleca, ki
ki nam marsikomu marsikdo ne sega niti do kolenim tem velikanom, ne? Mi smo na ramenih velikanov in tako naprej. In en problem, ena tako skoraj neka vrste bolezen, ne, bi lahko rekel, sodobne recimo filozofije je to, da je kritika marsikdaj hipertrofirana, vse je tako pač, nič ni tako, kot se zgleda. Kaj pa, če je stvar čisto drugačna, kot se zdi, pa je treba to kritizirati? Ne, stvari so pač napisane in najprej jih je treba razumeti in tudi na nek tak meditacijski način. Šele potem eventualno prideš, jih nadgradiš, jih tudi seveda kritika je tudi integralni del filozofije, nedvomno, ne? Ampak hočem reči o odlomkih iz filozofije, jaz recimo zdaj, jasno, da niso vsi teksti taki, ne? Imamo pač tudi pri Plotinu, pri Platonu, pri Aristotelu še posebej, imamo odlomke ali pa pri Hegelu, ki so pri Kantu, ki so pravzaprav zelo duhomorni zapravo, ne? Mislim, ker se komaj prebiješ skozi, pa rečeš, ne? No, ampak tisti ključni odlomki, ne? Pa tudi pri takih, ki se komaj prebijaš skozi, se verjetno treba vprašati, na meni je problem, ne v samem tekstu, ne? Jaz se moram pač prebiti skozi in videti, kaj pravzaprav hoče ta povedati. No, ampak hočem reči to, ne? Da ni zadost ene stvari samo racionalno razumeti, ampak jih je treba umsko umeti, ker ta razlika med razumom in umom je v filozofiji zelo pomembna. Ne? Recimo, v grščini je pri Platonu je umnus, razumsko mišljenje, dianoetična, dianoja, ampak predvsem je ta razlika v norveški filozofiji, recimo v nemški klasični filozofiji pri Kantu in pri drugih, potem tudi pri Hegelu med Verstand in Vernunft. Verstand je racio, Vernunft je kritika čistega uma. In zahteva meditacijo. Zahteva tako kot, se pravim, to zdaj, način te meditacije zelo različen, se prilagaja tekstu, ampak to je nekaj podobnega kot pri branju pesmi, ali pa pri branju svetih spisov, se pravi, pesem je treba se vživeti, je treba zameditirati ob njej. Če ne, se te ne dotakne. Če to ni, potem pusti, pa boš drugič ali pa ne boš, nima smisla pa. Tako da filozofija pravzaprav, mislim, jasno, da zdaj sedanji ta celotna akademski stroj zahteva od nas, ne samo na področju filozofije, povsod, zahteva to pač neko akademsko odličnost, pa stalno mora biti nekaj novega. Mislim, to, če ni nekaj novega v dizertaciji, potem ta dizertacija kao, zdaj so že v sami dispoziciji mora biti nekaj novega. Nekaj novega je zelo, zelo težko narediti in doseči. In dostikrat tisto, kar je novo, je sam pač so neka cesarjeva nova oblačila, žal je dostikrat tako. Ampak hočem reči, sej ni bistveno, da je ravno nekaj novega. Važno je, da tisto, kar bereš in to, da sprejmeš vase in da res umeš, da skušaš doumeti. In to je moj odgovor, recimo malo daljši mogoče na to, kaj jaz razumem kot meditacija. Drugo je pa meditacija, ki pač jaz to tudi včasih prakticiram, ampak to je druga stvar, recimo čisto. Meditacija kot neka tehnika. Zdaj, če preideva počasi na Plotina samega, zdaj prvo srečanje s Plotinom, tudi če ne vzamemo knjigo v roke ali pa če vzamemo kak leksikon filozofije ali pa kaj podobnega, se najprej srečamo pa navadi s tisto dikcijo treh hipostas, emanacije, se pravi eno, duša, in na to se počasi pričnemo poglabljati v Plotinovo filozofijo. Pa bi morda na en tak kratek, pregleden način se lahko predstavljate ta srčika Plotinove filozofije, se pravi te hipostaze, to eno, ki je na nek način najvišje, iz katerega na to emanirajo, čeprav se v knjigi tudi piše, da tudi sam
sam pojem emanacije ni zdaj čisto najbolj primeren po prevodu, ampak na kak način bi se lahko s tem na en tak pregled način spoprijeli? Ja, vsekakor sva dolžna to nekako, to vprašanje vi vprašate, ste odgovoriti vseh vas, ki mnogi mogoče, ne mogoče prvič, ampak ki ste slišali za ime Plutin, pa mnogi tudi ne vejo, kam ga dati, pa kdo je to sploh. Ne? Pa seveda to vprašanje, čeprav ima Plutin zelo podobno ime kot Platon, ne? In je Platonik utemeljitelj, začel bom čisto s fotografijo, sam par stavkov, potem pa pride na tem Eneadam. Zelo težko je to, tem emanacijam, zelo težko je to na kratko odgovor, to sem pač skušal tudi v tej knjigi. Glede, Plutin, 3. stoletje, Rimsko cesarstvo, on je bil doma sicer iz vzhoda, malo se ve o njegovem otroštvu, bil je iz Aleksandrije, ki je bila seveda takrat znotraj Rimskega cesarstva. Potem se je udeležil tudi nekega pohoda na vzhod, ni se sicer bojeval, ampak kot v tistem cesarjevem spremstvu, to je bil nek neuspešen pohod sicer. Ampak spoznal je na vzhodu, ker so prišli, kot veste iz zgodovine, takrat so ti dialogi Aleksandrovi že prej, se pravi, že v času helenizma, pa potem je to Rim prevzel, so naredili ogromne osvajanja proti vzhodu, so prišli tja do reke Ind, do Pakistana današnjega. Skratka, in srečil se je, mogoče se na to pozneje vrneva tudi za vzhodno modrost. To je zelo pomembno v tem primeru. No, ampak potem je večino svojega življenja živel in predaval v Rimu. In to v grščini, kar ni bilo nič nenavadnega takrat, ker grščina je bila pač taka jezik učenjakov, podobno kot je bil, recimo, kot je bila latinščina pozneje v srednjem veku. Tako, če odprete, recimo, nek leksikon o Plutinu, seveda, on je bil platonik, se pravi, v tej liniji platonistične misli. Med Platonom in Plutinom je več kot 500 let. Se pravi, on ni bil še neposredni učenec. Vmes je Platonova filozofska šola v Atenah, akademija, doživela mnoge vmesne faze. In se je povezvala tudi z drugimi smermi takratne pozne antične filozofije, predvsem z aristotelizmom, z aristoteliki so deloma polemizirali, ampak tudi so se povezovali, potem pa tudi z stoicizmom in drugimi šolami. No in Plutin tako nekako dolg časa so ga, ali pa vsaj v, recimo, novoveških zgodovinah filozofije, on je bil zelo popularen v renesansi. In tudi jaz, recimo, skozi Plutina nekako skušam na en način renesančno brati platonizem, kar bi moral objasniti, kaj to pomeni. Ampak v renesansi je bil Plutin v florentinski renesansi izjemno popularen. V latinščino je njegova dela, to, kar imamo zdaj v slovenščini, Eneade, njegova zbrana dela, je prvi prevedel Marsilio Ficino, ki je bil eden glavnih florentinskih mislecev v poznem 15. stoletju. Potem je pa nekoliko zatonil pozabil v novem veku in so ga predvsem smatrali, predvsem tukaj je imel Hegel zelo pomembno vlogo, ker Hegel je napisal znamenito zgodovino filozofije, ker je filozofijo uredil nek tak, recimo, po njegovem vzorcu smiseln razvoj. In večinoma, seveda Hegel in potem marsikdo za njim, Plutina verjetno niti niso prav brali dosti originalno, ampak so ga imeli predvsem za razlagalca Platona samega. Plutin je bil razlagalc Platona, bil je pa mnogo več od tega. Bil je tako rekoč ustanovil je šolo, ki je pozneje dobila ime novo platonizem. V čem je bistvena razlika s platonizmom? V tem, da če zdaj zelo mogoče to skrčamo, poenostavim na en način, poudaril je
mistične momente tudi pri Platonu. Ali pa recimo tisto, kar presega vsakokratno recimo, zgodovinsko obdobje. Pri Platonu najdemo precej socialno angažirane misli, recimo in politično, v njegovi znameniti knjigi Politeja država, kar je seveda tudi velika prednost, in Platon je v tem pogledu mogoče širši. Plotin se usmeri, lahko rečemo, vase in hkrati v kozmos. To je neka filozofija, ki govori o duši, o duhu, sorazmerno zelo malo ali pa skoraj nič o državi, o družbi. Čeprav je bil on znan kot zelo socialno čuteč človek, govorimo, je imel celo neke vrste, ko rekel, zatočišče za otroke, ki so jim starši recimo padli, ki so bili sirote in podobno. No, skratka, Plotin postaja v 20. stoletju zelo pomemben filozof in tudi danes se začenja, v 20. stoletju se začenja v drugi polovici literatura, danes se to pač temu lahko sledi tudi prek našega Hobisa, recimo na vse zadnje, in vseh teh baz podatkov, zelo večja. Tako da je mislec, ki pridobiva. Zakaj? Ne samo zaradi tega, te usmerjenosti v neko presežnost, v neko mističnost, v neko kozmičnost, ampak tudi zato, ker je Plotin nekako povzel pa ne v nekem zaprtem sistemu, ampak v neki poti, filozofski poti, je povzel, pravzaprav bi lahko rekli, najžlahtnejše misli, mirno lahko tako rečem, grške filozofije, grško-rimske filozofije, različnih smeri. Na nek način je izčistil, pravzaprav. On je imel eno distanco že, to je pozna antika, ogromno, za njim je že skoraj 1000 let grške filozofije. 300 let krščanstva. 300 let krščanstva, no, k temu se mogoče vrneva, ni bil kristjan. No, to je ena stvar. Zdaj pa, da ne bom tle predolg, skratka, Plotin je pomemben kot neka velika sinteza antične misli in kot neko izčiščenje v nekem, recimo, pomenu, v nekem večnostnem pomenu. To je, včasih se uporablja fraza ali pa sintagma filozofija perennis, to je večna filozofija, to je latinski izraz, seveda, tudi zanj, ne samo zanj, še za marsikoga. No, 3 hipostaze, da bom čisto na hitro na to odgovoril, ker na to je res težko hitro odgovoriti, ampak samo par stavkov. Hipostaza v grščini pomeni tisto, kar je najbolj temeljno, podstat, tisto, ki stoji spodaj dobesedno. Tisto, recimo latinski izraz temu je substanca, pravzaprav, hipokejmeno, grški govor, to so že detalji filozofski. Te 3 hipostaze so pri Plotinu eno, dobro ali eno, dobro z velikim napisanem, dobro, ki preseva svet kot sonce. Sonce je zelo pogosta metafora, zato tudi se jaz tukaj ukvarjam s metafiziko svetlobe. Te metafore sonca, sončnih žarkov. Če si predstavljamo sonce in skušamo sonce, recimo, da tako rečem, dematerializirati. Mi vemo, da je sonce pač neko veliko nebesno telo, ki je sestavljeno pretežno iz vodika in helija in tako naprej, kjer se dogajajo jedrske reakcije. Sam tega seveda takrat niso vedeli, in so bili v njegovem času so bili tudi pomembni sončni kulti. Je bilo več teh sončnih kultov, Sol Invictus, recimo, ena taka fraza latinska in podobno. No, ampak tukaj gre Plotin še dlje. Njemu to ni neka solarna ali pa sončna malikovanje sonca, da bi tako rekla. Tudi dlje gre od, recimo, če gremo nazaj k Egipčanom, verjetno ste slišali že za znamenitega faraona Ehnatona, Amenofis IV, ki je obrnil vso pozornost religije k soncu kot neki edinemu božanstvu. Sonce tukaj ni dobesedno božanstvo, pri Plotinu, ampak on uporablja to kot metaforo za presežno dobro ali eno, ki pa hkrati, ki lahko rečemo, da je to Bog,
ampak moramo tukaj biti zelo pozorni, da tega ne mešamo z monoteističnim bibličnim Bogom. Ne? To sonce ni gospodar v tem smislu, kot je Jahve gospodar. Sonce ni ustvarilo svet, samo žarči to svojo moč, to svojo svetlobo. In prva emanacija pomeni izlivanje, žarčenje luči iz te prva hipostaza, to so poimenovali sonce. Druga hipostaza, oziroma prva emanacija iz sonca, iz enega, eno ali dobro, to sta pravzaprav sinonima, oziroma označujeta isto, in neizrekljivo, tisto vse presežno. Torej, prvo žarčenje je in vsebuje v sebi svet idej. To je ta platonski svet idej, o katerem smo v šoli pač vedeli. In tretja hipostaza, oziroma druga emanacija, je pa duša. Zdaj, duša ima pa pri Plotinu različne pomene. Od te tako imenovane hipostatične duše, ki je skupna nam vsem, ki v bistvu žari iz tega prvotnega, dobrega in enega, prek vesoljne duše do individualnih duš. In tudi, recimo, stvari imajo sonce, luna in tako naprej, tle se približuje, potem sonce in tako posebej, ampak recimo zvezde in tako imajo svoje duše. No, ampak kar je važno pred celih stvari, ker zdaj se hitro človek zgubi v tej razlagi, to bi jaz mogel imeti recimo ene 5 predavanj za to, da bi to bilo bolj jasno. Ampak kar je tukaj pomembno, posebej pomembno je to, ta koncentracija na dušo in duha, to je tisto, kar je ključno. Tega nam danes manjka in to, če se od tega odvrnemo, če pozabimo na to, da smo ljudje za dušo, ker ne pomeni, da je duša nesmrtna v tem smislu, da preživi telo in tako, kot si pač predstavljajo nebesa, kot so si jih predstavljali ocidante, pa to ne pomeni to. Ampak dejstvo je, da imamo dušo, zdaj, tu in zdaj, vsi od nas, da je v nas duša, da je v nas zavest, da so v nas čustva, da je v nas neka notranjost. To je izjemno dragoceno in to pozabimo. In seveda, srčika te duše je pa duh. Prav, ta koncentracija na dušo in duha je tista, ki je največja dragocenost Plotinovih spisov danes. Danes nam to zelo, zelo manjka, mogoče naprej še, da ne bom. Če smo že omenili dušo, bi morda na tej točki omenili še Plotinovo oziroma vaše tudi pojmovanje smrti, o kateri pišete v vaši knjigi. Se mi zdi, da je ena takšna zelo zanimiva tema. Na kakšen način gledate vi na pojem smrti oziroma na smrt in na kakšen način na to gleda recimo Plotin? Tudi pišete, da nesmrtnost ne pomeni nujno te nesmrtnosti v klasičnem pomenu, kot si jo večina predstavlja. No, začel bom s Plotinom, potem bom pa prišel k sebi na svoje videnje tega. Glejte, če jaz tukaj recimo v tem poglavju o smrti in zlu, najprej se sprašujem skupaj s Plotinom, ker on se to sprašuje, ali je smrt kot smrt zlo. Namreč jasno, da je zlo trpljenje, umiranje, če tudi v odhajanju je, kot nekateri pravijo, včasih berem te zapiske iz hospicov in tako naprej, je nekaj seveda zelo tragičnega, ampak nekaj zelo lepega. Ampak zdaj, ko filozofi govorijo o tem, ne govorijo o odhajanju samem, o trpljenju, o umiranju, procesu umiranja, ampak o tem vprašanje, ali je smrt kot končnost življenja, ali je zlo ali ni. Se pravi, to je izčiščeno vprašanje, reducirano zgolj na to. A je to, da je življenje končno, da je smrt pač konec tega življenja, a je to slabo ali a je to zlo? No in tukaj se večinoma filozofija navezuje na slavni stavek iz Platonovega Fajdona. Fajdon je Platonov dialog, samo naziv tega dialoga Fajdon je po imenu enega od Platonovih
od Sokratovih učencev, Sokrat nastopa, to je v bistvu, Platon je to zapisal, kot veste, ne, Sokrat je nastopal v Platonovih dialogih kot neka dramatis persona, ne v vseh, ampak v mnogih, v skoraj večini. No in gre za znamenito trilogijo Poslednji dnevi Sokrata, ki je prevedena že precej časa, tudi v slovenščino, Sokratova apologija na sodišču, potem je Kriton njegovo, torej pregovarjajo ga njegovi učenci in prijatelji, ne, vendarle sprejme tisto ponudbo, da gre v pač izgnanstvo, ne, in on je ne sprejme. In potem je Fajdon, ta znameniti dialog, ki je pač dialog v filozofiji velja za dialog, filozofski temeljni dialog o smrti in končnosti. Tam je en stavk, ne, da celotna filozofija je v bistvu priprava na smrt. Ne. In to so mnogi potem o tem razmišljali in komentirali, kaj pravzaprav to pomeni. Med drugim o tem piše precej en mislec, ki mi je tudi zelo blizu z renesanse, Michel Montaigne. No, zdaj, če se vrnem k Plotinu, ne, ki je zdaj danes pač tema pogovora. Plotin v sami smrti tudi ne vidi zla. Namreč njegovo pojmovanje nesmrtnosti ni v tem smislu, da tukaj je sicer nekatere stvari so odprte. Plotin sprašuje in daje različne opcije. Ampak vsekakor pa to ni enostavno odgovor, češ duša bo živela po smrti naprej in bo šla v nebesa ali pa v pekel, kot je recimo v krščanstvu, ne? On ni kristjan. Čeprav zanimivo, ne? V njegovem času je bilo krščanstvo v 3. stoletju že precej prisotno v Rimu, on je živel v Rimu, nikjer ne omenja, v vseh svojih delih ni krščanstvo nikjer omenjeno, razen njegov biograf Porfirij, njegov učenc na nekem mestu pač omenja kristjane. No, kakorkoli že. Se pravi, da Plotinov odgovor tukaj je to, ne, da moramo ločevati med večnostjo in nesmrtnostjo samega človeka. Se pravi, da sta to dve različne vprašanje. Da večnost je, on večnost vidi kot večnost trenutka, večnost tu in zdaj, to je proste mistično razumevanje večnosti. Večnost ne bo v nekje daljni prihodnosti, niti ni bila v preteklosti, ampak je tako rekoč v vsakem trenutku, sam videti, najti je treba v trenutku. To je ena misel, ki je zelo podobna recimo vzhodnim naukom, Mahajana budizmu še posebej. Drugo je pa to vprašanje preživetja telesa. Tukaj je Plotin v bistvu po smrti namreč. Tukaj je Plotin, narobe sem rekel, preživetja duše po smrti telesa, seveda. Tukaj je Plotin je pušča odprto možnost odgovora, ampak ne tisto, ki se včasih reče za vsak slučaj. Ker včasih rečejo, ja, dobro je malo verjeti pa imeti spoved za vsak slučaj. Ni pa ne gre za to. Ampak enostavno Plotin je zelo pošten, skrajno pošten mislec in prav, da tega ne ve. Zdaj ta odnos do poživljenja, danes bi rekel afterlife, zdaj pa počas prehajam na to aktualizacijo tega. Zdaj Plotin tudi pod vplivom pač svojega časa in tradicije včasih govori tudi o cikliranju duš. Na vzhodu bi rekel o reinkarnaciji, grški izraz je to metempsihoza. To ni, v grški filozofiji ni to nova misel, to je bilo Pitagorejci, delno Empedokles in tako naprej so že v predsokratskem času je bila ta misel nekako tudi prisotna. Vendar na zahodu nikoli ni bila misel reinkarnacije tako močna kot na vzhodu. Ker na vzhodu je to povezano z zakonom karme, v različnih, v budizmu, v hinduizmu, v različnih smerih. No in zdaj, Plotin prav, da pač on dopušča to možnost. Predvsem je tukaj v ozadju tudi Platonova misel, že Platonova, iz Fajdrosa in drugih Platonovih spisov, da je duša že pred rojstvom videla, oziroma uzrla svet idej.
Ker na vprašanje, odkot pa veš, da obstaja svet idej v tem emfatičnem pomenu. Ne idej samo od nekih naših subjektivnih misli, ne, ampak od nekih arhetipov. Ne, to so v bistvu arhetipi duha, ne, ki so nekakšni vzorci, ne, ki pri Platonu je po teh vzorcih demiurg stvarnik ustvaril svet. No in zdaj na to vprašanje, odkot človek to ve, ne, ali pa odkot ima neko, pri Platonu imamo recimo neko znamenit miselni eksperiment, ko skuša Sokrat, njegov Platonov govornik, pokazati enemu sužnju, ne, ki je popolnoma neveden, ne, skuša iz njega dobiti to spoznanje, da če deliš kvadrat po diagonali, a ne, in narediš nov kvadrat na tisto diagonalo, da je po površini ta nov kvadrat večji, dvakrat večji od tistega prejšnjega. Ne, kar ni čisto samo po sebi umevno, ampak da se lepo z geometrijo na pesku tudi pokazati. In zdaj vprašanje, ne, odkot ta, recimo, suženj to ve, ne? In Platonov odgovor tukaj je ve zaradi tako imenovanega metafizičnega spomina, ali v grščini je to anamnezis. Grščina razlikuje med dvema vrstama spomina. En je ta spomin, pač, kakor danes razumemo spomin, mneme, ne? V grščini je to mnemotehnika in podobno. Se pravi to, da se jaz spominjam, seveda je tukaj potem naprej kratkoročni, dolgoročni spomin in tako naprej, se deli na različne variante, ampak to je ta, recimo, temu pogojno tosletni spomin. Ne? Anamnezis je pa v bistvu, dobesedno je to spominjanje, zbiranje nazaj. Ne? In ta svet idej naj bi se ga človek spominjal iz prejšnjega iz življenja v predrojstvo. In tukaj je neka osnova, neka baza za to, da platonizem z vso resnostjo tudi upošteva, ne, tudi Plotin, to kroženje duše, ne, skozi rojstva in smrti. In tu se deloma približa vzhodni ideji reinkarnacije. No, zdaj pa še, da ne bom spet predolg, zadnji del tega vprašanja, kaj ćemo danes s tem početi, oziroma kako jaz to sploh, kako to razumem. Ja, gledajte, jaz tukaj, kar se tiče, še enkrat bi ponovil to misel, ki je izito platonska in pa tudi misel vzhodne modrosti, misel raznih mističnih smeri, da večnost ni ista z človeško nesmrtnostjo, da sta to dve stvari. Da človek lahko večnost doživi in zasluti, ne, vsaj zasluti. Plotin naj bi imel po pričevanju njegovega biografa v 5-6 letih, ko je bil Porfirije njegov biograf, ne, biografija je na začetku teh del, je ohranjena celotna biografija, ne, to je ena najdaljših biografij, pravzaprav v antičnem času, takrat ni bilo to zelo pogosto, da so filozofi pisali za druge filozofe biografije. No in ta biograf njegov prav, da je on 4krat doživel, temu bi rekel ekstazo, čeprav tam ni tako rečen, ekstazis pomeni biti iz sebe, biti izven časa, biti v nekem presežnem svetu, a ne? Ko je bil še živ, ne? Seveda se je vrnil nazaj, vse. To, kar bi mogoče na vzhodu rekel nirvana, ne? Ali pa satori v zenu in podobno. Ne? Dej, to je razumevanje večnosti znotraj Plotina. Sprav, večnost ni neko neskončno trajanje, ni raztegnjenost v časa, v neskončno preteklost in neskončno prihodnost, ampak je večnost trenutka. To je potem povzela tudi deli krščanske mistike in tako naprej. No, zdaj, kako je danes s tem? Ne? Danes to, da pač se bomo zbudili, tako rekoč, v nekem drugem svetu, v nebesih, ali pa v peplu, ali pa v vicah. Namreč na tak način, kot to beremo, recimo pri Danteju, ne? Da bomo tam pač ohranili pač neko osebo, ime, recimo Beatrice, Srečo Beatrice, vse tiste druge grešnike v peklu in tako naprej. To je ena misel, ki je danes tudi med kristjani, pravzaprav mnogi kristjani, predvsem bolj intelektualci, so do te misli skeptični. Kar ne pomeni, da ne verjamejo v ustajenje, ampak pravijo, ustajenje je čudež, to je nekaj čisto drugega. Se pravi, to ni to,
kar si zdaj lahko predstavljamo. Ne? Zdaj, jaz osebno ne vem, ne, kaj, ampak mislim, da je tako gledano iz naše perspektive, da je bolj verjetno, da mene, tebe, njega, nje po smrti ne bo več kot individual. Telesno gotovo, da ne, ampak tudi duša, da bi duša recimo se spominjala svojega prejšnjega življenja. Po drugi strani je pa to spet problem, zato ker kaj pa pol posledna sodba, kako naj bi Bog sodil neki duši, ki se ne spominja svojih dobrih in zlih dejanj, ne? No, ampak potem so pa recimo tukaj nastopijo variante, ki jih mogoče doslej nismo niti dovolj premislili, ne? Ena od teh, o kateri tudi pišem, ki jo navezujem na dela nekaterih sodobnih filozofov, tukaj je predvsem za Angleža iz Oxforda Derek Parfit, pa še enega ameriškega filozofa, manj znanga, ki govorijo o tem afterlife, ne? Afterlife, ta izraz je prišel, verjetno nekateri, mogoče starejši med nami, se spomnimo knjige Življenje po življenju. Ne? Life after life. Ne? To je Raymond Moody, to je bila ena knjiga, ki je bila zelo takrat odmevna. Tam je šlo predvsem za te izkušnje, odsmrtne izkušnje tistih, ki so se vrnili iz klinične smrti nazaj. Ne? No, zdaj ta izraz afterlife se je nekako ustalil v deloma v filozofiji, ne? In zanimivo, kaj pomeni tudi med drugim. Ne? Dobiva tudi zelo, ko bi rekel, zemeljski pomen. Afterlife je tisto, ko mene ne bo več, tebe, njega nje, bojo na svetu drugi. Ne samo moji potomci, ampak bojo tudi drugi ljudje, ne, na Kitajskem, na Islandiji, na Finskem, posod bojo, upajmo, da bo. Ne? In zdaj ti, ki govorijo o tem afterlife, ker tukaj ne gre samo zdaj za to, mislim, preprosto biološko preživetje človeške vrste. Ne? Gre za to, da se svet nadaljuje. Da se svet nadaljuje potem, ko mene več ni. In nekateri sodobni misleci, ki to se pa približuje Plotinovi poanti, ne, pravijo, sej to ni tako bistveno, da se ohrani ravno moja oseba. Važno je, da se ohranijo dela, tudi najmanjša. Ne, to je pa blizu recimo v tem indijskim, ne, se pravi, ne samo knjige, pa seveda otroci, pa tako naprej, ampak tudi smehljaj, tudi vsako dobro delo, da se v nekem smislu to ohranja in da so duše, ki nadaljujejo to, kar želimo, ki nosijo naprej to svetlovo duha. In to je recimo ena taka stvar, ki je mene zelo pritegnila in fascinirala pri branju Plotina, čeprav Plotin seveda je živel 1700 let nazaj in on mogoče bolj odprto pušča po različne te variante, recimo temu nesmrtnosti, kot se ne zdaj. Malo sem bil dal pivo, ja. Zdaj, kaj bi še tu na rahlo smo se že dotaknili pojma zla. Zdaj, pri Plotinu kot prva hipostaza je dobro. Je dobro, ja. Na nek način ne moremo drugače, kot da pridemo na koncu do vprašanja, če izhajamo iz enega dobrega, do vprašanja teodiceje. Kako je možno, da je zlo v svetu, če pa vse izhaja iz dobrega? Ni to en kontradikcijo? Je, če se to vzame na način, da je dobro nek stvarnik, kar pa pri Plotinu ni. Ne? To je problem teodiceje. Ne? Se pravi, problem, kako razložiti zlo v svetu, če je stvarnik dober. Je najostrejši oziroma najbolj izrazit v monoteističnih religijah. Ne? Če je stvarnik dober, ne? Tudi v Bibliji je pač, ko Gospod Jahve ustvari svet, v vsakem od tistih 6 dni stvarjenja, zanimiv razen v drugem poloči iz Stopa in Temo reče, to je bilo dobro. Job, ja, je to temeljni tekst Job, ki se o tem sprašuje. No,
Ja, ampak seveda ta problem teodiceje, no potem so pa mnogi krščanski misleci, tudi v novem veku, recimo zelo znana je teodiceja, mogoče še najbolj znana od filozofa Leibnica v začetku 18. stoletja. Gre za pravzaprav neko apologijo Boga, ne? Zakaj je Bog, če je stvarnik vsega in če je vsemogočen, zakaj je ustvaril zlo? Ne? In recimo Leibniz v tej svoji knjigi z naslovom Teodiceja 1710, on razlikuje tri vrste zla. Ne? Razlikuje metafizično zlo, fizično zlo in moralno zlo. Metafizično zlo je to, da vsako ustvarjeno bivajoče, vsaka stvaritev je nepopolna. Da zmeri čutimo to nepopolnost. Ne? To je recimo blizu tisti budističnemu pojmovanju duha. Duha pomeni trpljenje. No, ampak ni samo pasjon, ne? Ampak je to, da ta nenehna želja, ki ostaja, zato da stvari niso popolne. Ne? To je recimo potem zanimivo v evropski filozofiji, je zelo zanimivo in lepo v tem pisu Arthur Schopenhauer. Ampak, da se ne bom preveč oddaljil zdaj. Pri Plotinu ta prva hipostaza, dobro ali eno, ni nek zavesten stvarnik sveta, tako kot je recimo v Bibliji opisan. Ne? Ni nek reflektiran začetek. Ne? Svet je pravzaprav trajen, ne? Ni nekega začetka, ni nekega konca. V tem se Plotin tudi razlikuje od Platona. Pri Platonu imamo Demiurga, ki je ustvaril svet in tako naprej v Platonovi kozmologiji. Pri Plotinu so to žarčenje, ne? Ta emanacija je pravzaprav vekotrajna, se pravi, da skozi traja, ni začetka, ni konca, ne? Zmeraj bilo. Ampak zdaj vseeno ostajajo to vprašanje. Ne? Če je vse svetloba, odkot potem sence, ne? Odkot potem zlo. Ne? In tukaj je Plotin je to v odgovarju na to vprašanje v različnih teh svojih traktatih, teh svojih spisih, najbolj izrazito v spisu, ki ima naslov o previdnosti. Ampak previdnost je tu mišljena kot v grščini, to je izraz pronoja, ne? V latinščini je to providencija, ne? V krščanstvu providencija, da je to, da vnaprej vidiš. To ni samo, zadnja previdnost na cesti je tudi to, da naprej vidiš, da te lahko avto povozi. Ampak to je mišljeno tako, ne? Da naprej vidiš previdnost, ne? Se pravi, če Bog vse previdi, ne? Zakaj potem zlo, ne? No, Plotinov odgovor je pač tukaj ni zelo inovativen, ne? V tem pogledu, ker ta odgovor je bil že prej, je bil recimo pri stojkih, že stojki so rekli, brez zla tudi ni dobrega, ne? To je tak dost pač pogost odgovor, ne? Da mora biti zlo tudi zato, ker v svetu, ker če ne, tudi na vsezadnje krščanski odgovor, ne, ki je, ko bi rekel, v samem svetem pismu je to povezano z vlogo Satana, hudiča, ne. Brez Satana ni Boga, recimo, ali pa, ne. Se pravi, mora biti zlo zato, da pač na koncu dobro zmaga, ne. Ampak tukaj je en vozel, ne, ker če se vrnem zdaj k tistemu trojni naravi zla po Leibnicu, dobro, recimo rečemo metafizično zlo, če ne bi bilo ničesar, ne, če bi bilo vse samo svetloba, če zdaj govorim o tej metafori, ne, svetlobi, če je vse samo svetloba, če ni nobene sence, potem ne bi bilo nobenega bitja, ne, se pravi, da to je to, fizično zlo so nesreče, ne? Recimo potresi in tako naprej, naravne nesreče, ali pa recimo bolezni in tako naprej. Ne? Problem je ta tretji, ne? Tako imenovano moralno zlo. Ne? In tukaj to moralno zlo je nastalo kot velik problem tudi v filozofiji, predvsem tudi v 20. stoletju, čeprav to ne pomeni, da ga prej ni bilo ga je dosti. Sam, recimo, Holokaust, ne, in Auschwitz, in to so v množici mislecev 20. stoletja, predvsem
tistim z judovskimi koreninami, recimo Adorno in tako naprej, so sprožili eno spraševanje, ne, o tem, kako je to možno. Ne, in to je res, ne, in tudi že prej, recimo Dostojevski, če ste brali brati Karamazovi, tam se sprašuje Ivan, ne, kot najbolj intelektualno teh bratov, ne, v tistem znamenitem pač poglavju Veliki inkvizitor, ne, kako to, ne, da otroci trpijo. Ne. To se jaz tudi doskrat sprašujem. Jaz sploh mislim, da vsa politika tega sveta ni vredna trpljenja enega samega otroka, no, če tako direktno povem. Tudi zdaj to, kar se vse dogaja, to so zdaj ne druge stvari. Skratka, problem zla, jasno, da ga ni rešil proti, ampak razmišljanje o tem gre v to smer, takrat je bilo to še nekako možno, vprašanje, če je to danes, da je zelo odsotnost dobrega. To je nekako zelo tisti direkten ali pa nekako najbolj preprost odgovor. Ne, to je v latinščini je potem ta fraza, to deloma tudi krščanstvo prevzelo fraza, ne, ki je od Svetega Avguština znana, malum est privatio boni, ne, se pravi, zlo je privatio, pomeni, ne, odsotnost ali pa recimo pomanjkljivost dobrega. Ne. Da če ne bi bilo zla, potem ne bi bilo ničesa. Ne. Potem ne bi bilo človeka, ne bi bilo sveta. Podobno analogno, kot če ne bi bilo senc, ne bi bilo množstva teles, bi bila ena sama svetloba. Kot rečeno, danes je vprašanje, če je ta odgovor še možen, ne, v vsem, kar se dogaja v svetu. Pa še nekaj bi tukaj sam za en hip se vrnil temu stavku glede tega dobrega. Ne, dobro ali eno je ta prva hipostaza, ki je v prispodobi, ne, metaforično, ni isto kot sonce, ampak kot sonce je metafora, ne, tega. Ne. Zdaj, to dobro pravzaprav samo po sebi ni dobro v smislu, kot rečemo, ne, to je pa dobra knjiga ali pa to je dober človek. Ker če rečemo, ta človek je dober, je ta predikat dober, je neka lastnost tega človeka. Ne. Medtem ko eno ni dobro, da bi bilo najprej eno, pa dobro, ampak je to oboje hkrati. Ne. To že pri Platonu imamo, zato to dobro, to agaton, ne, v grščini, pišemo v prevodih z veliko, ker to je v bistvu, to dobro je pogoj vsega, ne, vsega, da sploh kaj je. Ne. To je tista prosojnost svetlova, ki sploh omogoča, da vidimo, ne, recimo, če tako rečem. Ne. Tako da tu je treba razlikovati to predikativno rabo izraza dobro, ne, da pripišemo nekomu ali nečemu lastnost dobrega, ali pa to, kar je pa pri Plotinu in že tudi pri Platonu, to primarno dobro, ki je pravzaprav drugo ime za eno, to je isto. Ne. Če pomislite to identiteto, ne, recimo, eno je dobro. Ne. Zdaj, mnogi politični misleci, tudi danes smo imeli prijatelja, ki se dost polemizirala okrog tega, ki je politični mislec, jaz nisem recimo prav, ja, monizem nikoli ni dober, ne? Se pravi, tudi ena oblast na svetu in tako naprej ni dobro. To že drži, ampak tu je ena stopnja više to mišljeno, ne? Se pravi, vse, kar je povezano med seboj, če zdaj rečem z neko drugo metaforo. Vse, kar biva, tudi na področju uma, vse te ideje umske in potem seveda tudi vse duše, zrcalijo drugo in vse tvorijo eno veliko eno. Ne? Tukaj je Plotin recimo tudi blizu panteizmu. S panteizmom sem se v prejšnjih letih nekaj več ukvarjal. Ni čist panteist, ne, potem kot je Spinoza, pa zdaj je veliko blizu temu. Ja, zdaj v knjigi je še toliko enih stvari, o katerih bi lahko debatirali, pa bi potem morali še kar nekaj časa. No, vsekakor se mi zdi, prej sva omenila krščansko. Plotin je vseeno bil mislec, ki je živel že globoko v krščansko dobo, če ne drugega je moral vedeti za vsa preganjanja, mislim, sploh glede na to, da je živel v Rimu, se ni mogel temu izogniti. In tudi, ko ste govorili sedaj o tem najvišjem dobrem, eno dobro,
če malo parafraziramo, če odmislimo tisto teološko konotacijo začetka Biblije, kjer pravi, na začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ja. Tudi eno, v bistvu, prelivanje vsega tega, in če bi tu na nek način menjavali Bog, dobro, logosi, ampak kakorkoli, če pa bi morda zdaj omenili smo smrt, omenili smo teodicejo, v bistvu dokaj težke teme, pa da bi pa zaključili mogoče ali pa zaključevali za nečim, pridemo še na vprašanja, pa na kakšno debato. Če bi pa morda še omenili, se mi zdi tudi prav, da omenimo, če smo omenili smrt, vse, kar temu pritiče, da pomenimo še lepo. Se mi zdi tudi en tak pojem pri Plotinu. Morda tudi na nek način v knjigi lepo pišete o razvoju ta Fidiokip Zevsa, v bistvu tudi naslov enega vašega poglavja. Ampak tam noter tudi lepo zapišete o tem, kako se je to lepo spreminjalo, tudi recimo preko Huma, Kanta in potem moderna umetnost, pa da bi morda še malo tega se dotaknili. Ja, če recimo Platonika, ne samo Plotina, ampak Platona, če bi učenec vprašal, recimo, pa zakaj vi, učitelj ali ti, ali kakorkoli, v antiki so se tikali, tudi cesarjev so tikali, zakaj ti misliš, da je svet dober? Ne? Kozmos. Ne? In odgovor, ki ga sicer ne najdete izrecno, tako napisanega pri Platonu, ampak ki ga lahko med vrsticami mogoče razberete, zlasti v poznih Platonovih dialogih, to je poleg Timaja, je to tudi v zakonih in na drugih, je to odgovor bil zato, ker je lep. To za nam se zdi čudno to pravzaprav, ne? Ker ljudmi lepoto pa dobro nekako ločimo. Ne? In v novem veku je zelo tako, da zlo je dostakrat lepo, ne? Hudič je lep, ne? Zapeljivec. Ne? Zdaj, za antiko, za platonizem še zlasti je bila ta enost, ne? Ta enačba dobro je lepo, to se reče tudi kalogagatija, ne? V grščini. Kalos, ne? Je lep, ne? Agathos je dober. Ne? To pravi, neka identiteta dobrega in lepega. No, tu gre seveda za kozmos, ne? Kot veliki svet, za človeka kot kozmos umalen, ne? Se pravi za človeško telo, za človeškega duha, ki ga je častila, ne? Oboje, seveda zelo. Telo v Olimpiji, ne? Duha pa da ne govorimo, ne? Filozofija je to. In tisto vmes, ne? Tudi kaj je vmes med kozmosom, velikim kozmosom in človekom, je polis, ne? Je država, pač nek kozmos umalen, ne? Prav mestna država, recimo Atene, Šparta, tako naprej, ne? In lepota, ne, je tukaj nekako zelo blizu tistemu, kar je dobro. In ta lepota, v čem je bistvo te antične lepote? V harmoniji, v proporcu, v pravi meri, to se dosta ponavlja tudi v zgodovini estetike, ne, imamo to stalno se ponavlja. To se potem spremeni v novem veku, seveda, ti kriteriji lepote se zelo spremenijo. No, kar je pa recimo pri Plotinu nek presežek, je pa poudarek, da tisto, kar je najvišje lepo, je pa svetloba. Ne? Svetloba, seveda, nikakor ne samo v nekem fizikalnem pomenu, ne? Kot snop fotonov, to mi vemo danes, ne? Tega niso videli, ampak v vseh teh pomenih, o katerih ki sem se jih maček probal tudi dotakniti nocoj, ne? Se pravi, svetlova duha. Svetlova je tista, ki sploh omogoča. Svetlova je tista, ki omogoča, da jaz vidim tebe in ti mene. Pa ne samo to, svetlova duha omogoča, da se midva sliševa, da se razumeva. Ali pa tudi ne? Ampak sploh vsak možen odnos. Ne? Brez tega namreč neka svetlova uma. Ne? Če bi bil zatemnjen,
ne, če bi živel v temi, če bi bil svet neprosojen, če ne bi bilo nobenih, recimo, zakonitosti, proporcev, harmonije, potem se ti in jaz nekako ne mogla, ne samo videti, ampak tudi razumeti. Ne. Enostavno ne bi bilo nečesa skupnega, nečesa enega. Ne. Tle smo spet pri tem, eno je dobro. Ne. Tako da, zdaj, tu pri Platonu, v tem poglavju, ne, ko govorim o, rečemo, da je to estetika, ne, Platonova, potem Plotinova estetika, je, poudarek je na tem, ne, da je pravzaprav da je lepota tista, ki omogoča sobivanje sveta, ki omogoča to, da se vidimo, da to sem že rekel. Ne. Je pa en problem v samem Platonu. Platon je na nekem mestu v državi, in to kritiki platonizma so zelo izrabili to, ne, in tudi do neke mere upravičeno, tako rekoč izgnal slikarje in pesnike iz idealne države. Slikarji, ki ustvarjajo umetnost, lepoto, pesniki, naj ne bi imeli svojega pravega mesta v njegovi politeji, v tej idealni državi. No, to je bil nedvomno tudi lapsus, ne, Platona, in to so hitro tudi njegovi šoli so to ugotovili. No, pri Plotinu je čist druga zgodba. Plotin tam ima primer Zeusovega kipa v Olimpiji, ne, in pravi, da Fidias, ne, kot najbolj znan antični kipar, ta Zeusov kip je bil pol uničen, ne, ni naredil Zeusa kot neko kopijo nečesa, ne, tako kot je recimo Platon razumel, da so pač umetniška dela zgolj kopije, ne, nekih realnih stvari, ampak je naredil Zeusa takšnega, kakršen bi bil, če bi bil viden. Ne. Tu je ena formulacija, ki se jo potem jaz razvijam naprej, ne, kako recimo sploh upodobiti nekaj presežnega, na kakšen način upodobiti nekaj, kar presega vsako predstavo, kar presega, tukaj gre tudi za Božje podobe, v zgodovini je bil to problem ikonoklazma, tudi v 8. stoletju je kulminiral in podobno. No, se zadnje smo še danes, tudi smo še zmeri tle v tem, ne. To se navezuje tudi na to, ne, na stalno podobne, recimo, lika Jezusa Kristusa kot pač tazga, kot ga poznamo iz vseh teh slik, ne, kot nekega pač dolgimi lasmi, poduhovljen, ne, kot nek. Zdaj, ne, zakaj ne bi bil pač recimo črnc, ne, ali pa recimo zakaj ne bi bil ženska, ne. No, to so spraševali razni ljudje in dejansko tukaj je Plotin, no, da se vrnem, da ne bom spet predeležil tle, Plotinov odgovor, in zato je on tudi tako dragocen. Plotinovi odgovori so nadkonfesionalni. On v bistvu, ta filozofija, ne, nasploh platonizem, kakor tudi aristotelizem, je vplival tudi na islam, je vplival tudi na judovski srednji vek in tako naprej. In stiki z vzhodom so zelo močni. Se pravi, to je ena duhovna, mistična filozofija, ki gre v nekem smislu globlje od neke pozitivne teologije. Ne bom rekel, da gre globlje od same religije, ampak tukaj ne gre za neko teologijo, kakor poznamo teologijo, recimo dogmatska teologija, ki govorijo recimo o trojedinosti in tako naprej in to, ne, ampak gre za neko izhodišče, ne. Nekateri pravijo, recimo moj starejši kolega in prijatelj Tine Hribar, on govori o svetu, ne. Jaz sem tle malo drugačen sicer odnos do tega, ampak nekaj pa tukaj ima zelo skupnega, da filozofija ne išče tisto, kar je recimo skupno, ne. Tudi različnim religijskim praksam, ker filozofija in religija sta zelo povezani. To je iluzija bila določenih pač obdobij v novem veku, da gre tu za čist dve različni stvari. Ne, to filozofija, če se ne sprašuje o tistih res prvotnih bistvenih stvareh, potem praktično izgubi svoj raison d'être, svoj smisel, ne. Je kritična teorija, je socialna teorija, je marsikaj še, ampak če ni tiste osnovnega spraševanja po temelju, ne, na drugačen način, kot to recimo odgovarja religija, ne, ali pa v skladu z njo, to
ne, je pač odvisno od zgodovinskega obdobja in tako naprej, potem po mojem mnenju filozofije ni več. No, in v tem smislu ne, se tudi recimo, če sem že omenil, Timeta Hribarja sprašuje o svetem kot svetem. Ne. On tudi pravzaprav išče malo drugačen način, skozi Heideggera in tako naprej, ampak išče to, ne, kar je, mogoče to malo bolj poznate, ne, ker je predvsej tudi prisotno v teh raznih polemikah, išče sveto kot sveto. Ne. In to nam recimo v veliki meri, ne, nam pove Plotin, ne, o tem in nasploh ta zgodovina recimo bolj mističnih filozofij. Ja, vsekakor je pa tako, da tudi pri vseh teh emanacijah tudi mi deležimo na enem dobrem, na nek način, kar se mi zdi tako lepo Goethe tudi das Auge nicht sonnenhaft, das die Sonne nicht sehen und so weiter, se pravi, če tako ne bi bilo samo udeleženo na soncu, če ne bi bilo oko soncu oblično, ne, sončavno, jaz uporabljam ta izraz sončava, ne, ker sončava je v bistvu celoten ta prostor napolnjen svetlobo, ne, se pravi, ne samo sonce kot sončni disk, ampak ne, in Goethe tukaj ne lepo prav, to je v bistvu platonska misel, ne, ki je pri Plotinu. Če ne bi bilo v človeški duši nekaj božanskega, potem ne bi mogel, ali pa če ne bi bilo nekaj sončega, če ne bi bila sama duša sončna, potem ne bi mogel sonca videti. Če ne bi bilo v človeški duši nekaj svetlove, potem svetlove ne bi mogel videti. Ne? To je ta Goethe, ki so ga mnogi citirali. Se zdi, da to tak en primerni trenutek, bi pa morda ker je knjiga na nek način pisana tudi v maniri renesančnega pisca, ki je ob tekstih dodajal tudi kakšno svojo misel. Mogoče, če zaključimo z tretjo deveterko, se pravi Krogi luči, kjer so zbrani določeni fragmenti Plotinovih misli, oziroma ste nanizali, hkrati pa ste dodali še nekaj svojih misli, pa če bi morda za zaključek kakšno, ki je vam ljuba, vašo, nam prebrali, potem pa preidemo na vprašanja. Prav, ja, v tej knjigi sem tudi že, ne samo v tej tretji deveterki, no, zakaj 3x9 deveterke, ne, najprej to povem. Deveterke ali eneade, ne, to je struktura Plotinovih spisov, 6x9, jaz sem prvotno imel v načrtu, da bi naredil tudi, to je 54, ne, je 6x9, že bi pisal to knjigo v dveh pramenih, sem to imenoval. Zahodni, Plotin, platonizem in vzhodni, ker s tem se zdaj, ker se ukvarjam predvsem to japonsko verzijo budizma, jih je več in tako naprej. Pol je bilo pa tako, da bi to bilo preveč, in je ostala ta polovica prvotna, ne, ampak je seveda zaključena knjiga. No in zdaj ti trije deli, prvi del je pravzaprav del o umu, ne, če gremo na te tri hipostaze, drugi o duši, ki je najdaljši, in tretji o enem ali dobrem. In ker o enem ali dobrem, ker tisto, kar je možno o tem napisati, je napisal Plotin. Zdaj to, vsej komentatorjev je tle dost, ne, sej tudi, recimo, ampak sem se odločil tako, da to ne bom pač, recimo, intelektualno interpretiral, analiziral in tako naprej, ampak da bom izbral 9 tehle odlomkov daljših, ne, in potem zraven zapisal neke vrste pravzaprav verze. No, če s tem pol zaključimo, bi izbral eno krajših delov. No, naslov samega odlomka iz Plotina je Vrelec in drevo. To je iz spisa iz traktata, ki ima naslov o motrenju. To je nekje srednje obdobje njegovo. Ne? Pravi takole. Kaj torej je eno oziroma dobro? To je moč, v grščini dinamis vseh stvari, brez katere ne bi bilo niti njih, niti uma kot prvega in vesolnega življenja.
Kar pa je nad življenjem, je vzrok življenja. Kajti življenjska dejavnost, ki je vse, v vseh stvareh, ni prva, ampak tako rekoč priteka kot iz nekakšnega vrelca. Zamisli si vrelec, ki nima drugega vira in se ves daje rekam, a se ne izčrpa v njih, temveč ostaja nedotaknjen. Reke pa, ki pritečejo iz njega, so sicer še skupaj, preden uberejo vsaka svojo pot, a vsaka že nekako ve, kam bo krenil njen tok. Ali pa, si predstavljaj, to je druga taka, v tem istem odloku, druga prispodoba, predstavljaj si življenje velikanskega drevesa. To življenje pronica skozi vso rastlino, medtem ko se njegovo počelo ne razprši po celotni rastlini, ampak ostaja tako rekoč zasidrano v korenini. Ono, naš to počelo, torej priskrbi rastlini vso njeno mnogotero živost. Samo pa ostane tako, da ni mnogotero, temveč je vir mnogotere živosti. In v tem ni nič nenavadnega. Kvečemu se lahko čudimo, kako neki je množstvo življenja prišlo iz nemnoštva in temu, da mnoštva ne bi bilo, če ne bi bilo pred njim tega, kar ni mnoštvo, kar je eno. Kajti počelo, eno, se ne porazdeli v vesolje, čeprav ga projeva, ne? In če bi se, bi uničilo vesolje in vesolje ne bi več nastajalo, če ne bi počelo ostajalo samo v sebi, ter bi bilo drugačno od vesolja. Zato je vsaka vrnitev vedno vrnitev k enemu, za konc tega odlomka. Odlomk je, seveda, sliši se mogoče nekoliko enostaven, te prispodobi sta, ne, o vrelcu in o drevesu, ampak po drugi strani, šele ko ga parkrat prebereš, to je tista meditacija o tem. No in tukaj sem jaz pač zapisal nekaj takih verzov, ne, na to, ki pravzaprav niso razlaga, ampak so neke vrste izraz mojega meditiranja v tem odlomku. Ne. Naslov je vzet iz samega odlomka, počelo se ne porazdeli v vesolje. Predstavljam si, da živim kot drevo, da sem eno samo veliko drevo med zemljo in nebom, da tiho motrim vesoljno moč, ki pronica skozi me, če tudi ne vem, kdo sem, saj le čutim živo vodo, ki se iz korenin dviga k mladim zelenim listom in v motrenju drhtim, to je naslov tega odlomka, motrenje, ne? Ko mi veter in v motrenju drhtim, ko mi veter češe veje, ko hrepenim, da se temni sokovi zemlje ljubeče združijo s svetlimi žarki neba. Tedaj pride mimo človek, filozof, me objame, občuduje moje tisočere liste in premišljuje, kako je mogoče, da tolikšno množstvo prihaja iz enega samega vira? In kako da se vrelec, razdajajoč se studencem, potokom in rekam, v njih nikoli ne izčrpa? In predvsem, zakaj se počelo ne porazdeli v vesolje? Pravi proti. Mar ono ve, mar počelo ve, da brez enega vesolje ne bi več nastajalo. In kako naj ta radovedni človek, filozof, doume, da je vrnitev vedno vrnitev še ena? Hvala. To smo slišali, toliko izvedeli, jaz mislim, da je bilo res prijetno. Ima morda kakšno vprašanje, pomislek, idejo, kaj zanima? Ja? Jaz bi vas lepo prosila, če bi lahko mogoče malo osvetlili, kakako je vloga ljubezni Erosa. Tudi mogoče povezavi na to svetlobo, zato mogoče celo pojma, ki bi lahko enačili ali ne.
Ja, od teh 54 spisov, traktatov, kot se reče, ima eden prav naslov o ljubezni, oziroma v grščini je to o erosu, ne? In se navezuje na Platonovo teorijo erosa, oziroma mit o erosu nastopa v Platonovem dialogu v Simpoziji. Gostija, kjer je eros posrednik med ljudmi in bogovi. In eros je tisti, ki združuje polovice, ki so ločene in tako naprej. No, pri Plotinu je eros izrazito, bi rekel, usmerjen v transcendenco, v presežnost. Ne? Tukaj je tudi recimo, en problem, namreč od Plotinov odnos do telesa, telesnosti je, od tem se nisva toliko dotaknila tega, ampak potem jaz precej pišem v knjigi, ne, se pravi, tu ne gre za neko tako direktno mogoče kritiko, ampak za spraševanje mene samega, ne, in nas samih, kaj pravzaprav to pomeni dan danes, ne, ta njegov odnos do telesnosti. Tukaj je ena slepa pega, bi lahko rekel, pri Plotinu, in to bolj kot pri Platonu. Platon je tudi živel v časih, ki so bili 500 let nazaj, glede na Plotina, ki so bili zelo čutni, zelo, recimo, telo je bilo v Atenah, ne, klasičnega obdobja, se pravi 5. 4. stoletje pred našim štetjem. Telesni eros tudi zelo cenjen. Ne. V tej pozni antiki se je zgodilo marsikaj, ne, tudi recimo pri stojkih, sploh pa pri kristjanih, in recimo so nastale te bolj asketske, bolj mistične prakse, ki so se oddaljevale od telesnega erosa. Ne. Tako da Plotin tukaj ne ve se, tudi iz njegove biografije ni nič jasno o tem, ali je on imel pač žensko, ali imel to izkušnjo erotične ljubezni, to se nič ne ve o tem. Ali moškega takrat ne je bilo to pač homoseksualnost je sobivala z biseksualnostjo, heteroseksualnostjo v antičnem času, po neki naravni poti, ne, ni se sploh to izključevalo, ne, to je recimo Sokratov primer je tak, ne. No, ampak eros, ne, zdaj, če se vrnem k vprašanju, eros je predvsem pri Plotinu eros duše. Duša, ki se vzpenja k svetlobi, k umu in k svojemu pač izvoru, ne, dobremu enemu, in tukaj so določena mesta, s katerimi se je danes težko strinjati in se tudi jaz ne morem z njimi pač, recimo, se ne bi tako rečem, ne, se ne bi ravno podpisal pod to. Ne. Namreč na nekaterih mestih v teh spisih Plotin govori, pa je kar nekaj takih mest o preziru, ne, preziru do telesnosti. To se, ampak zanimivo je, da to ni nekako v skladu z jedrom njegovega nauka, ne? Ker on, Plotin, v bistvu čutni svet je zanj kot za Platonika, seveda nižji od umskega sveta, ampak meja med umskim in čutnim svetom, če gledamo to schemo emanacije od zgoraj in navzdol, ni ostra. Se pravi, ni tako, da bi bilo to, da bi bil čutni svet samo neka solzna dolina, ne, umski svet pa pač neko kvazi nebeško kraljestvo. Ni tako, ker to je filozofija enega, ne, ki tako kot recimo spet v prispodobi rečeno sonce, ne, recimo, če seva v nek temen prostor, ne, in se izgublja v temi, to je recimo zelo lepo tudi Plotin predstavljen v eni taki znani knjigi Zofijin svet, ne, če ste mogoče, kdaj je to Jostein Gartner, ne, je en danski pisec, ki je napisal tako filozofijo za mladostnike, ne, in on tam zelo lepo predstavlja Plotinovo filozofijo, kot pravi, predstavlja si nek ogenj, ne, neko veliko ognjeno telo v praznini, ne.
In to potem seva na vse strani in osvetljuje to praznino. In zdaj, to, kar je materija, ne, je pravzaprav materija v pravem smislu ni. Vse, kar je še zmeri malo svetljeno, je znotraj duha, je znotraj. Ne. In zdaj, eros je to, da se vračaš, ne, tako kot se, recimo, ne vem, kot neka kresnica, ki se vrača ali pa recimo še bolj neka vešča, ki gre k svetlobi in v svetlobi zgori, s tem, da Plutin bi rekel ne izgori, šele izgori, ampak krati se s tem šele resniči. Zdaj, kar se telesa tiče, so pa stvari za današnjo rabo problematične. Seveda pa danes je svet, ki je pa zelo drugačen, ki pa je hipertrofija v bistvu tega, da smo tako zelo usmerjeni, mislim, ne vsi seveda, ampak tu ne gre za neko odvračanje od življenja, od sveta, ampak danes večina sveta vidi nekje glavni namen človeškega življenja v čutnosti. Medtem ko Plutin se ne bi s tem strinjal. In zdaj, kaj pa o tem govorijo recimo pač asketi, pa kristijani, pa tako naprej, pa spet ena tretja zgodba. Tako da tukaj je zelo kompleksno vprašanje, zelo pa za to vprašanje nisem ga mogel čisto odgovoriti, zato ker v samih spisih ni čistega odgovora. Kar se pa mojega branja tiče Plutina in tega, da te fabula narrator, kot smo začeli, o tebi govori ta zgodba, je tukaj ena točka, v kateri se bi najmanj lahko strinjal s Plutinom glede odnosa do lastnega telesa. Imam tudi recimo na nekem mestu, to je zanimivo, na nekem mestu Plutin, ne samo Plutin, ampak njegov biograf, to bom še povedal, ker je tako zanimiva točka, njegov biograf Porfirij, ki sem ga prej omenil, ki je napisal njegov življenjepis, začne ta življenjepis s stavkom, Plutin je bil modrec, ki se je sramoval bivanja v svojem lastnem telesu. Ne vem, če je ravno tako točno, ampak recimo smisel je ta. To je napisal njegov učenec Porfirij, to ni napisal sam Plutin. Ampak po drugi strani imate pa odlomke, kjer govori v zmeri relacijsko, ko pride duša do lepote unskega sveta, do te svetlobe, notranje svetlobe, potem se s prezirom obrne od čutnosti in od tega sveta. Po drugi strani pa govori o umetnosti, ki smo prej imeli, kot o čutnem udejanjanju lepote, ideje lepote, to je poznejša sicer Hegelova formulacija, da je umetnost čutni izraz ideje. In tukaj stvari so zapletene, tako kot so tudi na vzhodu, tudi recimo budističen odnos do telesnosti je zelo kompleksen. Po en stran to izrazito, že Budovo zavračanje telesnosti, ampak po drugi strani pa sam Buda se zavzemal za neko, on prav, srednja pot, ne askeza in ne podleganje recimo nekim zgolj čutnim užitkom. Tako da, ja, to nas zanima, ko beremo te stvari, zelo. To jaz vam povem en tak, če bo kdo bral, vznotraj te knjige, poleg teh recimo temu analiz oziroma komentarjev od samega Plutina, imam tudi neke take osebne eseistične pasuse, kjer govorimo o svojem stališču do nekaterih, recimo vprašanju smrti, vprašanju tudi recimo previdnosti zla in tako naprej. In tudi tu, v zvezi s to telesnostjo, se tako, če se še vpraša, ali se sramujem bivanja v lastnem telesu, ne. Čeprav je nekaj povprečnega, je že malo staro in tako naprej, ampak to, da bi moj biograf recimo napisal kot prvi stavek moje biografije, M.U. je bil tisti, ki se je sramoval, to bi res rekel čača. To pa ne, prosim. Še kakšno vprašanje, morda? Mogoče po prispevku ten kaos, kaj je to dve taki opažen. Prva,
recimo še zmeraj ta neka estetski čut je lahko neko vodilo dobremu, recimo kot resničenje. Govorimo o lepem matematičnem dokazu, lepi rešitvi, govorimo o nekem inženirju kot pravem umetniku, Volkovar in tako dalje. Tudi tak posvetni primer, recimo rečemo, dobri košarkarji igrajo lepo košarko. Ja. Se mi zdi, da Carlos Carlos še tako prisoten. Je še. Ja. Bi se strinjal. Jaz tle pišem ravno v tem, da ste dal zelo dober primer, recimo, dobri košarkarji igrajo lepo košarko, to je sjajen primer. Je pa tako, ne, da jaz tukaj recimo imam tudi eno tako poglavje, tako zaprav eno pasažo, kjer govorim o sodobni umetnosti, tako eseistično, ne, in to zelo analitično poglobljeno. Ampak kako pravzaprav izginja v sodobni umetnosti ta kriterij, estetski kriterij lepega, ne. Seveda so drugi kriteriji nastopajo in tako, ampak predvsem pa se mi zdi, da marsikdaj izginja v umetnosti mogoče izrazito 21. stoletja ta vidik presežnega, ne, ki je pa za umetnost po mojem mnenju vključen, ne, se pravi, da ta naslov presežne prisotnosti, da je v vsaki umetnini nekaj presežnega, čeprav tukaj tudi ni, da bi šel kategorično tako rekel. Ne. Zdaj sem recimo gledal pred kratkim, sem bil v Ljubljani na čudovita razstava v Moderni galeriji, slikarska, ki je sicer doživela tudi nekaj polemike, ampak bolj take brezvezniške, bi jaz rekel, ampak sama razstava je 17 mlajših in srednjih let slikarjev, slikark, ki je, se mi zdi, kar po enem predvsej daljšem času res ena, če boste kaj v Ljubljani, pejte to, mislim, da bo še do konca novembra, pejte to pogledati, ena razstava, ki v slikarstvo vrača tudi neko razumevanje presežnosti, no? V tem smislu, da umetnost more segati. Tudi če je popolnoma tu, ne? To je ta sintagma mojega naslova, ki je ključna tudi za to knjigo. Ne gre za to, da bi bila presežnost nekje drugje. Presežnost je v prisotnosti, ne? Ampak v prisotnosti pa more biti, ne? Zato ker še ni te transcendenčne napetosti, jaz včasih temu rečemo, ne? Potem pravzaprav vse, tudi v skrajni igri mora to biti, nekaj presežkov, kot je košarka, ali pa recimo zelo resni igri je zmeri nekaj presežnega in s tem tudi nekaj lepega. Ja. Hvala, morda še zadnje vprašanje, če ga ima kdo? No, slično. Ali pa Masko? Ne, morda še to knjigo, ja, to bi rekel, da če boste prišli kaj v knjižnico, bom zelo vesel, če se bo kdo sposodil to knjigo. Knjige so sicer zakupati drage, ne, ampak ta ostane tista nominalna cena je zadnji napisana 39 €, kar je hudo, ne, za knjigo, ampak na raznih sejmih, torej in za člane Slovenske matice je pa 40% popust in na raznih sejmih je tudi, ne. knjižni sejem pozajmo morda. Ja, 40% knjižni sejem. Tako da, no, pa imamo pa tudi knjižnice, ne, tako da jaz tudi si dosti knjig sposoben in se mi zdi, da knjižnice opravljate eno zelo pomembno vlogo, zlasti pri slovenskih avtorjih, zato ker slovenske knjige so pač drage, kljub subvencijam, ne, in literatura in filozofija večinoma so primerjavi z recimo angleškimi ali pa francoskimi, ki imajo neprimerno večje naprave. Tako da, toliko. Jaz sem zelo hvaležen, bom pa še kolega Igor povedal, ampak vsem, da izrazim hvaležno zahvalo, da ste prišli, da ste tako pač čutim, da ste intenzivno sodelovali pri tem večeru. To se čuti. Jaz imam to kilometrino predavatelja in vem. Hvala za prijetno večer. Hvala vam.
predstava. Jaz se vam še enkrat vsem najlepše zahvalim, da ste prišli poslušati doktorja Marka Uršiča, ki nas je peljal malo peripatetični sprehod po svoji misli in misli Plotina. Vsekakor vas povabim, da preberete knjigo, če tudi se vam bo zdela morda v prvem branju težja ali težje umljiva, naj vam ne bo to kakršnakoli ovira, lotite se še enkrat, meditirate v njej. Vsekakor vas pa povabim, da preberete tudi njegove 4-letne čase, 4 ki so tudi letni, zima, pomlad, jesen, poletje. Tudi odlično branje. Hvala vam še enkrat in se vidimo naslednjič v naslednji ediciji cikla Filozofija med knjigami. Lep večer, hvala.